bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, če ste gledali kakšno od oddaj Klepet ob kavi, ste zagotovo že slišali, da so lahko človeku v veliko pomoč prav kamni, da imajo posebne sposobnosti in da obstaja skupina kamnov, ki jih nekako uvrščamo med tektite, med zvezdne kamne. No, Moldavit, ki ga tudi sama nosim, je eden izmed teh predstavnikov, je pa še eden tisti, ki velja za najbolj fascinanten kamen, vsaj po osebnem mnenju Tadeja Pretnarja, ki je tudi avtor enciklopedije izbranih zdravilnih kamnov. In sicer je to libijsko steklo. Najdemo ga pod različnimi imeni, tudi puščavsko steklo oziroma zlati libijski tektit. In danes bomo torej malce bolj konkretno spoznali ta izjemni kamen. Tadej, lepo pozdravljen, dobrodošel. Zdravo. Omenila sem zvezdne kamne in omenila sem tektit, ampak teh 20 nekaj milijonov let nazaj, kaj pa točno vemo, kaj se je zgodilo? Spada med zvezdne kamne ali ne? Videti je, da ne. Če pogledaš recimo kakšne geološke vere, v glavnem piše, da nastanek libijskega stekla ni znan. So se pa seveda pojavile različne teorije. Ena teorija je pač ta, da izhaja iz meteorja oziroma meteorita, ki je padel na Zemljo. Na enak način naj bi nastal torej po eni teoriji kot ta ostali tektiti. Ampak že če tlele pogledava, recimo en tektit, klasičen tektit pa libijsko steklo, vidva recimo, da je se pravi površina je dost bolj razbrazdana pri tektitu, kot pri libijskem steklu. Pa so še druge razlike. V tektitih je 60 do 80% silicijevega dioksida, tukaj ga je pa 95 do 99%. Tališče je za 500 stopinj različno. Recimo, libijsko steklo se tali pri 1700 pa še nekaj stopinjah, tektiti se talijo pri približno 500 stopinjah manj. Torej, zaradi tega je tale teorija o nastanku malo majava. No, še to mogoče vode je tudi več v telem. No, malo majava in potem so se pojavile ene teorije, ki ne držijo vode, pa ena, ki je zelo verjetna. Recimo ena, ki slabo drži vodo, je hidrotermalen nastanek, ampak to ne pojasni teh razjet na površini. Potem nekateri celo pravijo, da je prišel da je bila včasih že toliko razvita civilizacija, da je prišel do nuklearne vojne in da je to posledica tega. To mogoče mislijo zaradi tega, ker neke sledi iridija najdejo v telem libijskem steklu. Ampak najbolj verjetna je pa tale teorija, torej, da je šlo za to, da je nek, se pravi, meteor se je prebil, se pravi, letu proti Zemlji, ni zgoril, se pravi, lahko rekli meteorit, ampak je nekako tik nad zemeljsko površino je eksplodiral. In zdaj, v Sahari so tla recimo, so v bistvu kremen, se pravi, puščavski pesek je kremen in nekaj je bilo še nečistoč od bivšega morja. Tukaj je bil recimo Tetis morje, in tukaj recimo moram tudi reči, da v glavnem navajajo napačen datum, obdobje nastanka. Najdeš v glavnem v raznih verih, da je nastal tale libijsko steklo, da je nastalo pred 28 milijonom leti, ampak to nikakor ne more držati, zaradi tega, če Sahare ni bilo. Torej, Sahara je nastala v miocenu. Miocen se je začel pred 23 milijoni leti, prej bil tle torej ocean Tetis in takrat je v bistvu kaj se je zgodilo. Indija se je zaletela v Azijo, se pravi, je ta Himalaja ven prišla in tudi Sahara je nastala. In v glavnem, zgleda, da je to bilo pred 20 milijoni let in takoj takrat se je moglo to zgoditi. In tudi recimo te ostanki Mezocojškega morja so tudi vplivali na različne barve tektita. Ker eni so zelo zlati, eni so zelenkasti, eni so tudi sivkasti. Tako, pa še nekaj, takrat, kadar imamo dejansko s tektiti opravka, imamo jasen krater. Tukaj imamo pa nekaj, kar da slutiti na krater. Mislim, da se imenuje Kebera
in ima premjera 31 km, sam je totalno netipičen in zelo slabo viden. Zaradi tega je verjetno torej prišel tik nad zemeljsko površino do eksplozije in potem se je od vročine se je pesek talil in ob hitrem ohlajanju je prišel do formiranja libijskega stekla. Če pustiva zdaj pa silici, pa tališča, pa vse ostalo, navedel si, da je po tvojem osebnem mnenju v energijskem smislu to eden izmed najbolj fascinantnih kamnov. Zakaj? Name je tako deloval, pa še na nekatere, da sem pol celo iskal ključ, na katere deluje. Namreč, jaz sem z dvema libijskoma stekla delal v glavnem paralelno. Enega sem imel na pleksusu, ker to je konec koncev kamen 3. čakre, enega sem imel pa na hrbtu na točki Ming Men, vrata življenja. In jaz sem imel kar ene vizije, mislim, prav puščavske vizije, se pravi, prizori iz puščave so bile noter, mislim, eni taki fascinantni občutki in pol sem ljudi, komuniciral sem z ljudmi, ki so tudi imeli libijsko steklo, pa sem jim povedal, kaj narediti in pol nekaterim so se podobna intenzivna doživetja dogajala, nekaterim pa ne. In sem celo skušal po astrološkem ključu najti, kaj bi bila tista caka, zakaj eni ja, eni pa ne, pa moram reči, da nisem najdel. Velikokrat, recimo sploh v Sedoni, recimo, ki je ogromno teh nekih zdravilcev, jasnovidcev in tako naprej, velikokrat sem opazila, da so imeli libijsko steklo zraven in tudi tukaj piše, da dejansko pri terapevtih krepi zdravilne sposobnosti, zlasti v tehnikah odprave entitet in tako naprej, da ti ljudje manj absorbirajo te destruktivne energije klientov. Kaj ima v sebi taga, da na takšen način deluje v energijskem smislu? Torej, predvsem je pametno, da mi z njim, ne samo da ga imaš tako, ampak da prav ciljeno delaš z njim na 3. čakri. 3. čakra je čakra osebne moči. Torej, če ti to, pri osebni moči lahko še to rečemo, da imamo inferiorno pa superiorno osebno moč. Nekateri ljudje veljajo za osebnostno močne, pa so v bistvu temelji njihova moč ali na strahu ali na potrebi, da nekoga impresionirajo, se pravi, zmeraj morajo biti v središču pozornosti, kjer tudi dominirajo. Ampak temu rečemo inferiorna osebna moč. Superiorna je pa tisto, da se ti zavedaš, da si ta prav in da ti je v bistvu predvsej vseeno, kakor misel v tebi to. In v bistvu to obliko moči nam krepi libijsko steklo. Ko imaš ti osebno moč, se pravi dvigneno, je še nekaj se dogaja, nihče več ti ne bo kradel energije. Danes ogromno ljudje so preobremenjeni in so brez energije in potem jo iščejo, dostikrat prek pozornosti, se pravi, nekateri se hvalijo, nekateri jamrajo, pa tak, če imaš ti dejansko razvito osebno moč, to ljudje čutijo in nobenemu na misel ne pride, da bi ti skušal energijo krasti. Tretja stvar pa je, da dejansko tale libijsko steklo nekako velja prepričanje, da krepi linijo Hare. Torej, kaj je s to linijo Hare? V glavnem, večina ve, kaj je to duša. Torej, duša se večkrat inkarnira, pa tak, ampak večina tudi misli, da takrat, ko si v stiku z dušo, si stahuj ga ven, da je duša brihtna, ker je lesen teč. Ampak ni čisto tako, torej tudi duša raste. In torej, brihtna je v odvisnosti od tega, koliko ima inkarniranega, tako imenovanega svetlobnega telesa. In raven ta, se pravi, libijsko steklo, se pravi nekako potencira inkarnacijo svetlobnega telesa. Je pa tudi nekaj res, se pravi, ta cela linija je povezana tudi z Zemljo, tako da čeprav je sončni kamen, mu vlada element eter, je dejansko na nek način ima povezavo tudi z Zemljo in nam krepi linijo in ko nam to linijo krepi, dejansko prihaja do vzajemne interakcije dveh energij, energije Zemlje pa energije našega osebnega vorteksa, to je individualni duh. Srečaš, da se tukaj se pravi, ran v pleksusu. Zdaj, če dovoliš, bi sam tukaj še par stvari povedal. Veliko je takih, se pravi, na različnih koncih sveta je dosti meditacij, ki so usmerjene na to, da mi povezujemo ti dve energiji. Ampak kljub temu
Mrzdo misel, da je to pojem recimo individualnega duha, da je bolj fama, da je bolj neki, se pravi, neka filozofska kategorija, ne pa dejanska energija. Ampak to se lahko vsak prepriča, da je dejanska energija. Torej, deluje kot vortex, zemlja od spodaj, ta individualni duh vortex od zgori in deluje tako, nekaj časa je v prevladi eden, nekaj časa drug in v to se lahko komot prepričamo. Če se recimo dobro sprostiš, se usedeš tako, da nisi naslonjen, se pravi, da je prost zgoren del telesa, pritisneš s prsti na pleksus in potem skušaš čim globlje vdihniti samo semle noter, torej prav semle, kjer tišiš in zadržati dah, te bo, če si dosti sproščena, te bo zarolalo v eno smer. Torej, če te v tole smer, kaj zdaj je trenutno v prevladi individualni duh, drugač v kontra pa energija zemlje. Wow, in se lahko ljudje kar tako sami sebe premerijo. Ja, to sem, da se prepričaš, da ne gre za neko nakladanje, ampak da te energije res obstajajo. Pred kratkim si napisal tudi novo knjigo, kako spremeniti tok usode. No, v tej enciklopediji pa berem, da dejansko nam lahko ta kamen tudi pomaga, da spremenimo linijo usode. Tisti hip, ki mi vplivamo na to, na hitrost inkarnacije svetlobnega telesa, se to seveda dogaja. Je pa nekaj, se pravi, če bi recimo pustili kamno, samo kamno, da dela, ne, bi bilo dosti počasneje, se pravi, siguren je dober sodelovati. Se pravi, da sta oba dva skup. Še kakšne energijske finte narediš ob tem, kad ti dela, še kakšno torzijsko polje vključiš pa tak in pa so neke stvari lahko res zelo intenzivne pa hitre. Kaj moramo vedeti pri uporabi libijskega stekla? Je dosti, če ga kar nekam postavimo? Na kakšen način ga recimo je primeren za spalnico, ni primeren, kakšni kamni lahko celo motijo spanec recimo? Glede na elemente bi bil čist primeren in tudi tole, no, če hočemo mi neke velike spremembe, moramo z njim delati, ne sam, se pravi, stik s kožo. In zdi se mi tudi pomemben, se pravi, daleč največ bomo naredili, glede na to, da je to kamen tretje čakre, če bo tle, je največja interakcija, tako kot je recimo pri Moldavitu največja interakcija pri Timusu, je to tle. In tudi recimo v starem Egiptu so na koncu že pogruntali, da se tlele malo nižji dogaja. Torej, v libijsko steklo so povezovali, oziroma iz libijskega stekla so delali tudi skarabeje. Skarabej je bil v bistvu simbol raja, boga sonca. In zdaj ne vem, če imamo mi Slovenci ta pravo besedo, Angleži pravijo breastplate, se pravi tak nakit, ki v bistvu tlele pride. In tak komad nakita so najdeli v grobnici Tutankamona na njegovi pač mumiji. In torej v centru tega je bil ta skarabej in ja, tlele vidimo skarabej in torej ta je na nek način naj bi pomagal umrlemu v onostranstvo. Se pravi, povezan je bil s srcem, po egipčanski mitologiji je pa vsakega po smrti čakal srečanje z boginjo Mat, kjer je na eno stran tehtnice je dala pero, na drugo stran je dala srce in če torej nisi bil čistih čustev in je srce, se pravi od tega, koliko je srce prevagalo, če je bilo od tvoje onostransko življenje odvisno. Pa še tukaj bi še kakšno simboliko povedal, glede na to, da so ga povezovali, se pravi sončnega boga s skarabejem. Skarabej je v bistvu en tak hecen hrošč, ki neko kroglico govna kotali in potem samica noter jajčica zvali in od tam ratejo larve in se novo življenje rodi, se pravi nov skarabej. In to so povezovali tudi s tem, se pravi z večkratno inkarnacijo pol, z večnostjo, pa tako simboliko je dobil. Se je pa ta simbolika tudi spreminjala. Od začetka so skarabeje bolj uporabljali tako na pečatnikih, pa kot amulete zaščite, potem že v tej dobi Tutankamona, torej so ga povezovali s srcem in so sploh dajali po smrti na mumije, pol kasneje se je pa razvil v amulet, v talisman sreče, pardon.
Libijsko steklo naj bi nosili predvsem faraoni, svečeniki tudi. Je v današnjem času potem primeren kot nek prvi kamen, ki ga imamo, začnemo z njim delati, ali je to že bolj napredna zadeva, glede na to, da tudi zdravilci, terapeuti to večinoma nosijo in podobno? Zelo pomemben je, kako mi funkcioniramo v vsakdanjem življenju. In recimo za to funkcioniranje v vsakdanjem življenju je pomembna samopodoba. Samopodobna osebna moč. Brez tega težko kaj narediš. Torej, glede na to, da je ta libijsko steklo kamen 3. čakre in to potencira, te stvari krepi, se mi zdi absolutno primeren za to. Poleg še recimo kamena strela je tudi taka osnovna, ampak to, da krepi osebnost, se pravi, to je ta prava stvar. To, kar pravzaprav ti si že v osnovi, ne? Nekatere organe potem takem vpliva, rekli smo predvsem na 3. čakro, da deluje? Ja, tle in v glavnem recimo na fizični ravni tudi na te organe, ki so tukaj v coni 3. čakre, se pravi jetra, žolčnik, tudi vranica, to, kar je tlele. Tudi ledvice verjetno so zraven zajete, Absolutno. ker je sploh ta naša esenca, ki je bistvenega pomena. Mene osebno je prepričalo predvsem to, da je to kamen, ki tudi ozemljuje. Tudi v tvoji knjigi sem brala, kako je to dejansko pomembno, da se prizemljujemo in to se pravi pripelje ta žarek do zemlje oziroma da se povežemo tudi z zemljo. To je zanimivo, to je verjetno edini kamen take svetle barve, ki nam to linijo do zemlje odpre. Ne? Ampak drugače pa, ker sva govorila že o faraonih, je zanimiv, pa tudi Tutankamonu, bi mogoče kakšno besedo še namenili faraonovemu prekletstvu. Okay. Ja, torej takrat, ko so tega Tutankamono grobanco najdeli, torej pravijo, da je nad vhodom v grobenco bil napis, da bo prišla smrt na hitrih krilih pa pograbila tistega, ki bo motil pač spanec oziroma zadnji počitek Tutankamona. Ne vemo, ali je to zgodba, ali je to res, te plate zdaj nikjer ni, ampak dejansko je pa res, da so v skrivnostnih okoliščinah je veliko ljudi umrlo povezanih s tem in ne boš verjela, te stvari so se dogajale do leta 1976. Torej leta 1922, tam pred konc leta, je Howard Carter odkril to grobenco, Lord Carnarvon jo je financiral in recimo Carnarvon je umrl marca naslednjega leta po eni čudni krvni bolezni, eni pravijo, da ga je komar pičil na istem mestu, kot je poškodovana glava Tutankamona, ampak kaj še zanimivo, takrat, ko je on umrl, je za 5 minut v Kairu elektrike zmanjkalo, njegova psica, ki je bila v Angliji, je začela pa tuliti, pa pol poginila. In potem bilo jih je neki, ki so umrli isti dan. To je bil en profesor, pa en multimilionar sta umrla isti dan. Umrl je tudi recimo asistent od Howarda Carterja. Zakaj pa Howard Carter ne? Pravijo, da zaradi tega, ker je nosil tisti prstan Atlanta, ki mu danes pravijo atlantitski prstan, čeprav z Atlantide nima kaj dosti veze. Atlanta se je rekel. Naj bi bil zaščita. Še nekaj je zanimiv. Ta prvo je opazil te stvari v zvezi s tem prekletstvom Sir Arthur Conan Doyle, avtor Sherlocka Holmesa. No in pri katerih so se še dogajalo prekletstvo. Se pravi, ne pri tistih, ki so to gledali, ampak predvsem pri tistih, ki so to predstavljali. Recimo, rekel sem, da do leta 1976. Se pravi, lahko imaš ti to razstavljeno v enem muzeju, pa se seli v drug muzej in predvsem ljudje, ki so imeli s tem opravka, so umirali. Ok, se pravi, libijsko steklo ne prinaša nobenih prekletstev. Ne, to je samo zanimivost v zvezi s Tutankamonom. Kar srh me vmes preletel. Kaj čmo? Odlično, hvala lepa za vse informacije. Tudi meni osebno si ti pravzaprav podaril prvi libijski kamen, libijskega stekla in sem ti zelo hvaležna še danes. Hvala lepa. Hvala, Tadej. Sicer pa, evo, v enciklopediji najdete še več takih različnih kamnov, ampak moram reči, da moldaviti in libijski kamen je vsekakor tudi zame osebno najbolj fascinanten kamen in pozanimajte se še kaj več, preberite še kaj več. Različne članke smo že objavili, prevajamo jih tudi iz tujih jezikov na klepetobkavi.si, jih imate v slovenščini seveda. Če pa nimate dostopa do interneta, pa bi vseeno želeli kakšno informacijo, pa 026 200 230.
Ведь в часях женская приправляется 8-10 кратно умертно плодита и не успеет. Сплав, сплав и сплав. И это психично за женскую Zelo убияче. naporno, ne?